Zaključek turškega dela priprav vijoličastih tukaj v Beleku, danes 2 tekmi, najprej tekma proti uzbekistanskemu prvoligašu in tekma proti Tuzli. Z mano v studiu športni direktor Marko Šuler, najprej beseda o današnjih tekmah. Dobri, tekmovalni, tudi dva kar čvrsta nasprotnika in predvsem ekipa, ki jo jaz gledam oziroma gledamo vsi že kar nekaj časa, nekaj tej smeri, kako želimo, da Maribor izgleda. Skratka, zelo tekmovalno, na nivoju ogromno dobrega, seveda je pa to priprave, prvenstvo se začenja že kar malo. Prva tekma 3-0. Zelo dobra tekma, ogromno stvari, ogromno dobrih stvari, dober tempo, skratka, ena tekmovalna tekma in mislim, da lahko kar veliko elementov, ki bojo nas spremljali v spomladanskem delu prvenstva, tako da nekaj, kot sem že rekel, v tej smeri, kakšen naj bi Maribor izgledal v prihodnje. Pa poglejmo, kaj je o tej tekmi povedal 3-kratni strelec Arnel Jakupović. To je ono što je trener tražio od nas, to smo odradili, završili smo svi zdravi i pobijedili smo, tako da to je bitno. Kao napadač tražiš da daješ što više golova, drago mi je da sam to danas uspio i radiš na tome da treba u prvenstvu nastaviti tako. To dobro smo radili, ali imamo još 7 dana da se pripremimo do prve utakmice, ali uglavnom ja mislim da smo svi spremni i svi jedva čekamo početak prvenstva. Druga tekma proti Tuzli, brez zadetkov. Ja, bolj čvrsta tekma, bolj organiziran nasprotnik, kar dost dobrih stvari, en drug termin in malo drugačni pogoji, ampak kljub temu ogromno dobrih stvari, pripravljenih šans, kar zelo pozitivno, bom rekel skozi cele priprave, držana ta nula v obrambi, ki vemo, kaj pomeni v resnem nogometu, skratka, ogromno tekem, večino, res pustili zelo malo nasprotnikom, na padalnem delu si ustvarili ogromno, čeprav ne zadeli. Skratka, to je en, bom rekel, element v igri, ki vedno pravimo, se osvajajo naslovi in to je sigurno tisto, kar na čemer smo želeli delati, dalje dolom po pozornosti in na temu lahko gradimo. Kdo je danes največ pretekel v prvi tekmi? Če gremo na sigurno, je tudi glede na videno na tekmi sigurno po moje Vrhovec. Res da pa zdaj imamo že minutažo 90 minut, tako da se moretno zna kak vezist pridružiti, ampak sigurno največ po moje je Krvarle. Ja, točno, Blaž Vrhovec 11.497. Bom rekel, za petami mu je bil pa Jan Repas. Ja. Kdo je bil najhitrejši v tej prvi tekmi? Čuk mogoče. Kar branilec, Lan Vidmar. Ne zgleda, ampak ima tak stil igre, da lahko zelo nekako prevara oči, tako da ja, presenečenje, ne bi si mislil. V drugi tekmi, kdo je največ pretekel, kdo je bil najhitrejši? Sigurno vezist. Zdarević je bil zamenjan. Ne vem, presenetite me. Max Barišić. Najhitrejši pa? Mož bila bi tudi on. Martin Milec. Na to. Martin Milec ima tudi najvišjo hitrost, če gledamo obe tekmi.
tako da povratnik je bil danes zelo hiter. Priprave ocena celotno. Pozitivne, absolutno pozitivne, dobri pogoji, dobro izkoriščeno, res do potankosti, z eno poškodbo, ki tudi ni resne narave, skratka ena pač majhna odsotnost in kot sem že rekel, tista osnova, ki smo želeli narediti, dvigniti pripravljenost, zato je bilo kar zahtevno, se je tudi poznalo na drugi tekmi, kjer je bila tista intenziteta največja, predvsem pa res ta blok, ta organiziranost, dovzemanje fantov. Se mi zdi, da so kar zelo v kratkem času sprejeli ene zahteve, ki niso lahke, glede mentalitete in to je tisto, kar si želimo. Vedeli smo že dolgo časa in jaz to ponavljam, kvaliteta je, treba pa začeti razmišljati po kaj Maribor je in tu se mi zdi, da smo naredili res en pravi korak naprej in sigurno je to ena podoba, ki jo mislim, da Maribor bo spremljala v prihodnjem obdobju. Ko se pogovarjamo s športnim direktorjem, sva pa ne moremo mimo vprašanja o kadrovskih spremembah. Ali lahko pričakujemo še kaj, ali je to, kakšen bo videti Maribor spomladi? Večina, bom rekel, je to. Je pa zadnja novica, da je bilo tudi danes dokončno urejeno vse. Se pravi, Edgar Tretjen-Bogre ostaja z nami, se pravi, se nam pridruži, pravnomočni član. Res, da se nam bo priključil vse, kar se tiče v Sloveniji malenkost kasneje, to je bilo planirano že prej, tako da bom rekel, papirologija oziroma te uradne pridobivanje dovoljenj je že v poteku in na to smo tudi računali, tako da po pripravah jutri tudi odhaja domov, pa se nam bom rekel, kar v zelo kratkem času, verjamem, tudi pridruži nazaj v Sloveniji in seveda enakovrednem tekmovalni ekipi za nadaljnje prvenstvo. Marko Šuler, najlepša hvala, obilo uspeha in hvala za čas. Hvala za povabilo.